Spoštovano televizijsko občinstvo, lepo vas pozdravljam v novi televizijski oddaji Nostalgija. V današnji oddaji se bomo sprehodili skozi glasbeno pot Tanje Zajc-Zupan, vrhunske mojstrice igranja na citre, in pogledali v zgodovino citer, ki imajo na Slovenskem dolgo in bogato tradicijo. Citre so strunsko ljudsko glasbilo iz družine Brenkal. Iz zgodovine citer je razvidno, da jih je v eni od svojih pridig leta 1691 omenil že Janez Svetokriški. V času Janeza Svetokriškega se večkrat pojavi beseda citre. In tudi glagol citrati predvideva, da so bile citre takrat že zelo razširjene. Pravi večji razcvet so citre na Slovenskem doživele v 19. stoletju, kar je razvidno iz zgodovine, saj so bile citre že v tistem času zelo priljubljen ljudski instrument. Predvideva se celo, da naj bi bile citre nekoč praktično v vsaki slovenski hiši. Še posebej pa so citre postale priljubljene v obdobju med obema vojnama, ko ni bilo slovenske družine brez njih. V zadnjih desetletjih je igranje na citre doživelo nov preporod, tudi po zaslugi aktivnih posameznikov, skupin in društev, ki uspešno promovirajo ta skorajda pozabljeni ljudski instrument, imenovan tudi klavir malega človeka. In na citre, na ta čudovit instrument, že dolga leta igra naša današnja gostja, cenjena in spoštovana gospa Tanja Zajc-Zupan, vrhunska mojstrica igranja na citre. In Tanja je skozi leta igranja izoblikovala svoj edinstven zven. Prva je začela igrati citre v stoje, na citrah pa si je omislila in si namestila tudi dodatno Tanjino struno. Posnela je več kot 150 instrumentalnih priredb iz repertoarja svetovne in slovenske glasbene zakladnice. Zaigrala je glasbene vložke za film Kajmak in marmelada, nastopila na koncertih z orkestrom Slovenske policije, Big Bandom Radio-televizije Slovenija, nastopila je tudi z mnogimi znanimi pevci in še bi lahko naštevali. Tanja Zajc-Zupan tudi organizira svoje koncerte, deluje doma in v tujini. Več nam naša gostja razkrije kmalu. Spoštovano televizijsko občinstvo, še predno se pogovorimo z glasbeno umetnico Tanjo Zajc-Zupan, ki je lani praznovala dvojni jubilej, Abrahama in delovni jubilej. Z velikim koncertom v Cankarjevem domu je zabeležila 30. obletnico umetniškega ustvarjanja, igranja na citre. Spoštovano televizijsko občinstvo, in zdaj bomo vsi skupaj uživali v novem glasbenem spotu naše gostje Tanje Zajc-Zupan. Glasbeni spot Romanca za citre so posneli lani v začetku novembra. Režijo prosim za glasbeni posnetek.
Lepo pozdravljeni, spoštovana gospa Tanja Zajc-Zupan in dobrodošli v oddaji Nostalgija. Ja, lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem televizije Arena in pa vam Zdravko in seveda hvala za povabilo in tako čudovito lepo napoved. Hvala. Z veseljem. Hvala lepa tudi vam. Poglejte, gospa Tanja, pravkar smo uživali v fascinantnem spotu Romanca za citre. Zanima me, kdo je napisal glasbo Romanco za citre in povejte nam, kdaj in kje ste posneli ta čudoviti videospot. Ja, jaz sem si želela že kar kakšnih 20-30 let, da nekdo napiše za citre avtorsko pesem. Namreč znana sem po tem, da sem poustvarila mnogo lepih melodij iz tuje glasbene zakladnice, no seveda tudi iz slovenske. In zdaj ob 30-letnici je bila pa res ena taka čudovita priložnost, ki jo je bilo treba samo zagrabiti. In z Matjažem Vlašičem sva že kar nekaj časa bila v kontaktu, no in zdaj, ko je bilo pa res to 30 let, je pa rekel, ti bom pa napisal. Tako da sem mu neizmerno hvaležna, ker je res z enim zelo vrhunskim občutkom naredil eno zelo lepo melodijo, ki se zelo lepo poda na citre in ki jo jaz tudi zelo čutim to romanco. Namreč on me je vprašal, kaj naj napiše, kaj jaz čutim. In sem rekla, veš kaj, kar napiši tako, kaj je življenje. Življenje je trpljenje, je bolečina, je pa tudi ljubezen in upanje in lepote. In v tej romanci je vse to. Tako da Matjaž Vlašič je avtor glasbe, potem aranžmano je pa naredil Boštjan Grabner. Zelo lepo. Res smo uživali v tem videospotu. Zdaj pa dovolite, da se sprehodiva skozi vašo zanimivo življenjsko pot. Poglejte, mladost ste preživeli na Viru pri Domžalah in kolikor vem, se je doma veliko prepevalo in igralo na harmoniko. V kakšnem spominu vam ostaja čas odraščanja? Zdi se mi, da ste glasbo in prepevanje vzljubili že zelo zgodaj. Ja, to so res eni lepi spomini na tiste prve začetke. Namreč moja stara mama Metka je igrala diatonično harmoniko. In jaz sem bila po mojem manjša kot tista harmonika, ampak imela sem pa neizmerno željo, da znam vsaj nekaj malega zaigrati. No in stara mama me je naučila. Je pa res, da je tudi oče igral klavirsko harmoniko, samo on je bil avtomehanik in ni imel nikoli časa se z otroci preveč ukvarjati. Čeprav je pa res, da vsa družinska praznovanja se je pelo, igralo, praznike, novo leto, ne vem, velika noč. To so bile vedno take lepe družinske zgodbe, kjer sem se tudi naučila ogromno slovenskih ljudskih pesmi, slovenske narodno-zabavne glasbe. Praktično me je to spremljalo kar leta in leta, pa še zdaj potem, oziroma, ko sem imela svoje otroke, majhne, sem to znanje uporabila in prenesla na njiju potem. S citrami ste se srečali že v ranem otroštvu. Imeli ste 10 let, ko ste začeli igrati na citre. Poraja se logično vprašanje, kdo vas je navdušil za citre. Nekje sem slišal, da gospod Miha Dovžan, ki velja v Sloveniji za velikega mojstra igranja na citre. No, moram reči, da ni bilo čisto tako. Ni bilo tako, povejte. Moj sosed, tam, ko sem jaz živela kot otrok, naš sosed, starejši gospod, je igral na citre. In včasih še ni bilo toliko prometa na ulicah in na cestah in so se te citre ob večerih zelo lepo razlile po ulici. In je ta zvok prišel tudi do nas, ki smo bili sosedje. In me je bilo tako to milo, lepo, take fine vibracije. Staršema tudi ne in sta rekla, mami pa Tanja, bi ti igrala citre? Ja, jaz bom igrala citre. In sta šla v Celovec, kupila citre, ampak pa nastal problem, kdo bo mene učil citre. No, to bi bilo pa moje naslednje vprašanje. Ja. Kdo vas je učil igrati na citre in koliko let je trajalo to šolanje? Na citre me je pa učil učitelj, ki pa ni znal igrati na citre. Ampak je imel zelo dober posluh, poznal je princip igranja, znal igrati harmoniko, klavir in še druge inštrumente, kitaro in tako.
No in tako nekako se je to začelo. No? In potem, ko sem jaz 4 leta hodila v to glasbeno šolo, je ta učitelj zbolel in me je začel učiti potem učenec, ki je bil pred mano 2 leti, ne, v glasbeni šoli. Ena taka luštna, zanimiva zgodba, skratka. Res zanimiva tako zgodba. sem naredila nižjo glasbeno šolo. No, ampak da se vrnem na prejšnje vprašanje okrog Miha Dovžana. Ne? Miha Dovžan je bil pa prijatelj od mojega očeta. Ampak v bistvu je postal prijatelj šele potem, kasneje, ko sem jaz že nekaj let hodila v glasbeno šolo. Tako da imam tudi lepe spomine na Miha, ker smo skupaj tle v Grižah pri Žalcu skupaj preživeli marsikatero poletje, ker je tukaj bilo srečanje citrarjev. Vam je dal kakšne nauke potem gospod? Niti ne, no, ker jaz sem vedno se malo spogledovala, seveda, vedno so moji vzorniki uspešni ljudje, ker Miha nedvomno je, a ne? Ampak vedno sem se pa spogledovala z glasbo, tako bolj popularno, svetovnimi uspešnicami, ne? Seveda tudi, kot sem rekla, z našo slovensko, ampak želela sem pa še več na citre, ne? Ker je bilo pa za tiste čase pa kar nekaj zelo nenavadnega. Bi me pa zanimalo, poglejte, nimam popolne predstave, kako se je bilo pravzaprav učiti na citre. Pa vas takole sprašujem, se je bilo na začetku težko učiti igrati na citre? Ja, je bilo, vse še dobro, da nisem obupala. Zato, ker ljudje nimajo predstave in iskreno priznam, da je tudi jaz nimam. Ja, citre so dvomanualni inštrument, ne? In v levi roki je violinski ključ, v desni roki je basovski ključ. Ne? In je kar zelo kompleksen inštrument, bom rekla. Ni tako enostavno, potem so tudi žice, zelo režejo na začetku, ne? Ampak sej človek, če je vztrajen, pa če se vaje dan za dnem ponavljajo, potem tudi prebrodiš vse te Ker poglejte, Tanja, pravzaprav se jaz predstavljam, da ste doma veliko vadili in imeli s strani vaših staršev dovolj spodbude za učenje igranja na citre. So bili starši dovolj velika spodbuda, ali ste tudi sami bili zelo zagrizeni, zelo zainteresirani? Kako je bilo? Jaz se ne spomnim, da bi me starši kdaj zelo priganjali, ne grem se učiti citre, ker meni je bilo to enostavno lepo. Skratka, ste jih vzljubili že takoj na začetku? Tako je, ne. Moja družina, zdaj ne želim nič slabega v moji družini govoriti, ampak včasih so mi bile citre tudi zatočišče, da sem se umaknila v svoj svet. Oče je tudi rad pil, pa je imel včasih kakšne svoje, ali pa sej največkrat ga sploh doma ni bilo. Ampak citre so mi bile vedno zatočišče in tako je še zdaj. Kadar se jaz rabim umiriti, pa sprostiti, pa kadar rabim misli preusmeriti, so citre vedno tista droga, ali pa zdravilo, ki mi to ponuja. Se pravi, za vašo dušo. Tako. So bile že od vsega začetka. Poglejte, ste mogoče v času šolanja učenja na citre kdaj pomislili, da bodo citre vaš življenjski instrument, vaš sopotnik, vaše poslanstvo in da boste dolga leta navduševali množice poslušalcev? Ste pomislili kdaj? Sploh na začetku. A veste, kako je bilo? Jaz sem bila v osnovni šoli, ker sem se šele v 4. razredu začela citre učiti. Jaz sem bila vedno pridna punčka, neopazna, tiha deklica. In sem si vedno želela biti opažena. Kot sem prej rekla, očeta veliko ni bilo, oče mi ni nikoli ploskal, dal potrditve. In jaz sem pa to rabila in si želela, tako kot si vsak otrok želi, da je opažen, da je, ne vem, da ti kdo reče, da dobro igraš in karkoli. In sem videla ravno skozi citre to priložnost, da jaz sebe kot osebnost udejanjim, da se pokažem, da... In ja, bilo je noter v enih mojih globinah en tak zapis, ne. Ampak najbrž se še dobro spomnite prvega nastopa. Kje ste prvič zagrali na citre? Ponavadi si prvi nastop zapomnimo. To so te čeprav je že daleč nazaj. Ja, to so te šolske produkcije, smo jim včasih rekli šolski nastopi. Spomnim se pa, da je bilo, mislim, da je bilo že kar, mogoče prvič ravno ne, ampak drugič, tretjič smo imeli pa v Kulturnem domu v Radomljah nastop. In jaz sem zelo suvereno prišla na ta nastop, da bom zaigrala pesem Rastejo v strmi gori. Tega ne bom nikoli pozabila. Lepa skladba. Ampak jaz sem imela tako tremo, da nisem vedela, kje se začne. Res.
No, seveda mi je učitelj potem pomagal, da sem nekako to začela, ampak od takrat naprej imam pa tudi to dobro izkušnjo, da vedno je treba imeti s sabo kakšen plonk listek, ne. Sploh, če veš, da nisi mogoče 100% pripravljen ali pa da so kakšne zelo posebno težke okoliščine, a ne, da te je malo strah in treba tudi dela svoje, da potem kaj pozabiš, ne. Tako da boljše imeti s sabo kakšen plonk listek. Mislim, rečem pomagalo, ne. Tako da danes Zdravko nimam nič, ne, tako da upam, da bom vse prav povedala. Spoštovano televizijsko občinstvo, ponovno je čas za glasbeni predah. Takole čudovito Tanja igra na citre. Poslušali bomo skladbo Ostal je le spomin. Režijo prosim za glasbeni posnetek. Tanja, midva pa z najnim pogovorom nadaljujeva. Ko je človek mlad, ima ponavadi kakšnega vzornika. Pomislil sem, da bi bil vaš vzornik lahko izjemni mojster igranja na citre, Miha Dovžan. Se motim? Ja, sem prej malo namignila, da so moji vzorniki vsi uspešni ljudje, in jih občudujem in se poskušam od njih kaj naučiti. Zdaj, Miha igra narodno zabavno glasbo, pa ljudsko glasbo. Tako. In v bistvu tle nisem od njega kopirala, ker jaz sem si vedno želela iti v to popularno glasbo. Tako da hotela sem nekaj svojega, edinstvenega, da pustim svoj prstni vtis in 30 let sem praktično to gradila. Se pravi, popolnoma svoj stil ste izoblikovali in to se mi zdi zelo uspešno. Jaz mislim, da po 30 letih te ljudje prepoznajo, vejo, kaj od tebe pričakujejo, vejo, kaj si naredil v preteklosti. In lahko rečem, da sem hvaležna za to pot, ker sem imela srečo v življenju. Tako. Srečo, da sem srečala prave ljudi,
Če se vrnem nazaj 30 let, Stojan Avar je takrat začel z oddajo Poglej in zadeni. Ja. Verjetno se gledalci to še zelo dobro spomnijo. Okoli leta 1995, celo jaz sem poročal o tej oddaji. No, ja. In sem ga intervjuval s Stojanom. In Stojan je dejansko verjel v mene. Jaz ne vem, če tudi on je takrat slutil, da bom jaz kot inštrumentalistka 30 let ostala na sceni, ne? Ker to ni mačji kašelj, ne? Z inštrumentom, s citrami. In lahko rečem, da se je meni zgodba zelo lepo sestavljala vsa ta leta. Potem, ne vem, mož, ki mi je podpiral, potem producent, ki je imel idejo, kako citre zapisati v to glasbeno zvrstane. Skratka, biti moraš pripravljen v pravem času, na pravem mestu, srečo moraš imeti. In vi ste bili. Pa še nekaj je, kar je zelo pomembno, ne? Občinstvo te mora vzljubiti. Zagotovo. Mediji te morajo vzljubiti. Na vse zadnje moraš biti pripravljen za to dolgo pot navzgor. Zagotovo. O tem bomo govorila še v nadaljevanju najnega pogovora. Ampak če mi dva zdaj govoriva naprej, poglejte, učili ste se igrati tudi na klavirsko in diatonično harmoniko. Pa me zanima, je to učenje potekalo vzporedno z učenjem igranja na citre ali ne? Kako je to potekalo? To sem bila otroka, veste, to sem si želela vse poskusiti, kar je obstajalo na tem svetu. Ne? Tako da ja, en dan so bile citre, drugi dan klavir, tretji dan sem šla v glasbeno šolo za klavirsko harmoniko, sem tudi 1-2 leti naredila. Mislim, meni je bilo fino, da sem se preizkusila v vseh teh inštrumentih in da pol na koncu sem rekla, brez veze, citre so tiste, ki mene rabijo, pa jaz njih. Tako da je super, da imam tudi malo tega znanja, čeprav zdaj časa pa ravno nimam, da bi te inštrumente kaj preveč preigravala. Skratka, citre so v prvem planu. Imajo citre toliko strun, imam toliko dela s citrami, da... Glasba je že v rani mladosti postala vaše življenje. Kako pa ste glasbeno šolo usklajevali s siceršnjim šolanjem? V mislih imam osnovno šolo, srednjo šolo in kasneje študij ob delu na fakulteti. Kolikor vem, ste šli po srednji šoli v službo in doštudirali ob delu. In jaz bom tako rekel, vsakdor je doštudiral ob delu, tudi jaz sem bil študent ob delu, se mi zdi, kdor doštudira in diplomira, da je pa res heroj. Hoditi v službo, ne? In študirati ni mačji kašelj. Bi pa tako še dodal, se mi zdi, da ste morali biti zelo dobro organizirani in disciplinirani, da ste vse to uskladili. Ne vem, če sem jaz človek, ki sem tako dobro organizirana, no, mogoče tle včasih doma tako poslušam. Ne? Ampak vztrajni ste pa bili. Vztrajna sem bila, ja, ravno to hočem povedati. Ne? Tista želja, ki imaš pred sabo cilj in veš, da boš vse naredil, da ga boš dosegel. In motivacija, to je bilo pa zelo težko. Dostikrat je bilo zelo težko. Jaz se spomnim, sem rodila, pa sem mogla v studiu snemati, pa mi je mož pripeljal hčerko, da sem jo podojila med snemanjem. Ne vem, sva imela televizijski nastop pri Stojanu Avarju, pa je bila Ana stara par mesecev, pa smo šli z, ne vem, Renault 5 ali kaj sva imela takrat, pa smo se peljali v Maribor, v Mursko Soboto, ni važno. Vmes Ano podojila na oder, potem, ker je bilo konec porodniške, služba, snemanja, nastopi, intervjuji. Včasih ni bilo avtoceste, včasih si rabil do Murske Sobote, ne vem, 4 ure v eno smer, pa 4 nazaj. Bil je sneg, poledica, 60 radijskih postaj po Sloveniji. To tem mladim danes, ki se ukvarjajo ali pa so se začeli ukvarjati z glasbo, je sploh ne mogoče povedati, kako v kakšnem času smo mi ustvarjali ali pa začeli ustvarjati svojo kariero. Ni bilo GSM-a, ni bilo dobrih avtov, ni bilo avtocest, ni bilo interneta, ni bilo... Nič ni bilo. Na pot smo šli s tako debelo knjigo Atlas Slovenije, ne, in si potem noter, ne, gledal, kje je levo, pa kje je desno, ne? Ali pa si se pozanimal pri kakšnem prijatelju, ki je že bil tam, ti, koliko časa pa rabim do Ljutomera, ne? Ali pa, a veste, to je bilo tako, ne? To ni bilo enostavno, ampak to sem tudi že takrat vzela kot izziv, ne? In pač je to del. In človek premaga vse. Premaga, ja, zato ker je to sestavni del življenja in takrat se je na tak način živeli in razmišljali in tudi ni bilo težko, ne? Ni bilo težko. Ni bilo težko. Se popolnoma strinjam z vami.
Spoštovano televizijsko občinstvo, pojdimo ponovno v glasbi. Oglejmo si še enega od mnogih Tanjinih posnetkov, kjer Tanja vrhunsko igra na citre. Pred vami je Avsenikov venček, ob Tanji nastopila pevka Teja Saksida. Režijo prosim za glasbeni posnetek. Za tisti čas, za tiste dni. Vse moje misli so pri tebi. Vem, da hudo ti je kot meni. Saj le spomini so še edini, edina tiha sreča tistih dni.
Poraja se vprašanje, kdaj ste začeli nastopati na slovenskih odrih in snemati na slovenski radioteleviziji ter izdajati plošče in kasete. Malo prej ste že omenjali to sodelovanje s Stojanom Auerjem v oddaji Poglej in zadeni, ampak se mi zdi, da začeli ste pa že prej. Kako je bilo? Ja, že kot srednješolka mi je odkrila Jasna Vidakovič. Ona je imela takrat eno zelo, vi se boste spomnili, kaj ste tudi televizijec pa radijec, a ne Zdravko? Moja draga kolegica, spoštovana Jasna Vidakovič, ona je dolga leta pripravljala na Radiu Ljubljana oziroma Slovenija oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Ja. Me iskreno veseli, da ste se spomnili Jasne Vidakovič. Ja. In midve sva takrat posneli preko 100 slovenskih ljudskih pesmi. Se spomnim, da sem citre vzela v šolo in po pouku sem šla tam na radio, ker sem imela blizu šolo in smo lepo snemali. Katerega leta je to bilo? V začetku 90-ih? To je bilo... Ja, jaz sem bila stara 15-16 let, to se pravi letnik 72, ja, 87, 88, kaj pa jaz vem. To se pravi ob koncu 80-ih let. Ja, tako. Na začetku srednje šole v bistvu. Tako, takrat enkrat, ja. Tako da, kaj vam je pa to pomenilo? Ja, to je bilo pa kar nobel. No, takrat, če ni bil Radio Slovenija, takrat je bil Radio Ljubljana, ampak... Smo pa lebli, ne? Ne, to je bilo že super, ne? Pa potem Prizma optimizma, pa me je povabil Lado Leskovar, je bil on takrat producent, ne? Pa meni se je to tako nobel zdel, ne? In potem smo šli, ne vem, vsake toliko časa je šla ekipa na teren po Sloveniji in so naredili radijske oddaje, ne? In kako so vas sprejeli takrat, so vas občudovali? Ja, zelo dobro. Ljudje imajo radi citre, ker noter v citrah je ena otožna slovenska duša. Citre so otožen inštrument. Saj jaz jih tako doživljam, ker res oddajajo take vibracije in jaz verjamem, da tudi slovenska duša malo taka. In ljudje imajo radi citre, ker jim tako neki pobožajo, tako globoko noter. Ne, res dušo. Ampak kako pa potem naprej? Ste pa začeli sodelovati z založbo kaset in plošč? Ja. Opazili so vas tudi televizijci? Tako. Malo kasneje, ali kako je to bilo? Jaz sem takrat potem, vi se boste spomnil, Richard Kleiderman je izdal kaseto Sanjarjenje. Ja, to smo izdali pri založbi kaset in plošč. Tako. Radio televizije Slovenija. Ja. In to mi je pa bil vzor in navdih in sem rekla, jaz pa hočem narediti nekaj tazga na citre. Zelo nobel. Ja, in takrat se je tista kaseta prodala zelo, zelo dobro. In ker se je tako zelo dobro prodala, reklama je bila na televiziji, ne? Absolutno. In sva midva potem z možem pa šla v samo založbo in sem jaz potem vse naslednje projekte že v samo založbi. To se pravi eno kaseto, pa kako en CD ste izdali pri založbi? Pri založbi, ja, potem ste šli pa na svoje. Potem pa že na svoje, ja. Tako. Dobro, omenili ste Jasno Vidakovič na začetku, Radio Slovenija. Me pa zanima, kdo vam je še pomagal pri preboju na slovensko sceno, vendarle ni bilo tako enostavno, ne? Ste imeli kakšnega menedžerja, kako ste se še znašli? Sploh na začetku? Ne, jaz sem bila zaposlena na Ministrstvu za notranje zadeve, ne? Potem po srednji šoli, ob delu sem študirala. Ste povedali, ja. In citre so bile tako zazravane, ne? Meni takrat citre niso bile zdaj vir zaslužka ali pa preživljanja. To se je kar širilo, pravzaprav mrežilo. Bili so mi naklonjeni mediji, jaz se spomnim, da so že o meni pisali in sem bila na naslovnicah, ko sem bila res še dekle. Revij, ne? Ja, takrat pa je bila Antena, pa Stop, pa kaj vem, Slovenec, res srečo sem imela. Danes je to svetovni splet, ne, pa Facebook in te družabne mreže. Nekoč pa mi dva dobro veva, kaj je pomenilo, da ste se pojavili na naslovnici, recimo revije Stop, Antena. Koliko je to pomagalo? Ja, to je pomaga. Nedeljski dnevnik, recimo, mi je bil vedno zelo naklonjen. Ne? S tem, da najbolj sem pa hvaležna Stojanu Auerju, ki me je povabil v svojo oddajo. To se pravi leta 1995. To je bila ena zanimiva zgodba. Jaz sem srečala v Domžalah podokničarja Franca Pestotnika. Se spomnim, da imel takrat eno staro 101-ko. In se pogovarjava, da gre pa on na sestanek k Stojanu Auerju, da se bosta dogovorila za oddajo, ne? Da bo nastopil.
Jo, sem rekla, veš kaj, jaz bi šla pa tokrat s tabo, jaz bi si pa tudi želela v to oddajo prideti. Ker veste, včasih prideti iz Domžal do Maribora, to je bil proces, to ni bilo tako, tako kot danes rečeš keks. No, in jaz pridem k Stojanu, seveda s svojo prvo kaseto Sanjarjenje in je bil takoj zelo zainteresiran. Naslednji dan me pokliče Tanja, si v oddaji. Si v oddaji, pridi v soboto popoldne, snemamo. Islam, to je bilo meni, wow, to je bila res taka dobra odskočna deska in on me je večkrat povabil in imel je tudi en tak feeling, kaj ljudem ponuditi, ker on je imel res dober občutek in njegove oddaje si jih lahko samo še želimo, da se še kdaj kaj takega ponovi. Zagotovo. Ker je bilo res veliko glasbe in to je bilo meni zelo všeč. Ta oddaja je šla leta 1995, se mi zdi, 94-95. Se spominjam, da sem še jaz bil enkrat v Lendavi z njim. Tako da imam tudi jaz izjemno lepe spomine. Pa drugega ni bilo, ljudje so to gledali in če si bil tam, so te ljudje dejansko spoznali. Ker tudi kasneje, potem šele prišel Pop TV in tudi druge televizije. Skratka, ljubljanska televizija je takrat bila številka number one. Absolutno. Številka ena. To pravi, če ste prišli v tisto oddajo, ste bili izjemno prepoznavni. Tako, resnično. Tako je. Se pravi, to v bistvu je bil Stojan Auer, ki je poskrbel, iz medijske anonimnosti. Tako. Ja. Je veliko naredil za vaš preboj. Je. In pa potem slovenski tisk, recimo revija Antena, Stop, Nedeljski dnevnik ste omenili. Lepo. Zdaj, če mi dva najin pogovora nadaljujeva, pa bi vas takole še vprašal. Kako sestavljate program za nastope? Se je težko odločiti, katere skladbe boste zaigrali v televizijskih oddajah ali pa takole na slovenskih odrih? Imate tako že nek sestavljen program, sestavljate za televizijo drugače, kot recimo, če greste takole po odrih po slovenski državi, po Sloveniji? Jaz imam en ožji krog pesmi, recimo, ki jih zelo rada igram. Je pa res, da ta zelo ožji krog je povezan tudi s tem, kaj ljudje radi poslušajo. In potem je odvisno, ali grem jaz za eno presenečenje na 60-letnico, spevko Tajo, recimo, vem, da tam cveti v jeseni, da sigurno more biti, pa je potem kakšna med iskrenimi ljudmi, pa ne bodi kot drugi, pa ne vem, potem prinesi mi rože od Stanke Kovačič. To so tiste zimzelene, ki jih vedno radi poslušamo. Zdaj za kakšne druge nastope pa odvisno od tega spet, o čem pripoveduje zgodba, da se malo prilagodimo, ali pa kaj jaz želim povedati tisti trenutek, Zdaj prav gotovo ta romanca za citre, meni number one, pesem, s katero se želim predstaviti. Zelo lepa skladba. Potem včasih je bila to pesem Ptic Trnovk, recimo, ki je bila zelo atraktivna. Jo bomo v nadaljevanju še slišali. Ja, tako. Spoštovano televizijsko občinstvo, spet je čas za glasbeni vložek. Naj nam ponovno zaigra naša gostja Tanja Zajc-Zupan. Slišali bomo skladbo iz priljubljene televizijske nadaljevanke Pesem Ptic Trnovk. Režijo prosim za glasbeni posnetek.
Tanja, s citrami spremljate tudi pevce, s katerimi od njih najraje sodelujete? Mislim, da jih je kar nekaj, kaj ne? Ja, v zadnjem času zelo veliko, no v zadnjem času, zdaj je to že kar 10 let. Včasih pozabim, da je korona 3 leta in potem kar pozabiš prišteti ta 3 leta. Tako. 10 let Stejo Saksida. Izjemno lep tandem. Ja, Sta se lepo ujeli, se mi zdi ena taka čudovita simbioza. Ja, Teja zelo čuti glasbo, pri njej je tako, ona kar poje, živi tisto, ona pripoveduje zgodbo in to me pri njej vedno znova navdušuje. Če je tiho, če je ljubeče, iskreno, tako zelo, zelo čuti glasbo. No, potem z Rokom Ferenčo recimo mi je zelo prijetno nastopati od skupine Rock and Band, a ne pevec. Je tudi tak zelo... Kadar z njim nastopam na odru, imam občutek, da skupaj letiva. Da me vzame na svoja krila in skupaj letiva. To sem mu rekla zdaj ni dolgo nazaj. In res je, ne, ker da ob sebi tebi tudi prostor. Ker nekaj moramo vedeti, ne, Zdravko, jaz igram citre, ne, na stojalu. Citre, jaz sem zelo statična. Ne. Jaz ne moram, ne, na odru biti zelo fleksibilna, pa ne vem, se sprehajati ali pa koketirati več kot toliko s publiko, kot to pevci. Ne. Ja. No, in Rok je tisti, ne, ki mi da to mesto ob sebi, da tudi jaz pridem recimo do izraza na odru. Ne. Je en tak džentelmenski, ne? Džentelmenski, čudovit pevc in tudi ena sama pozitiva ga je. Ja, ima eno tako dobro moško energijo, ki stopi na oder, usvoji publiko. No, potem je Stiški kvartet, pa sodelovala sem pa res z mnogimi, od Ivice Šerfezija, če se malo zdaj na Hrvaško, potem zdaj v zadnjem času Goran Karan, tudi celo zdaj bomo imeli nekaj koncertov, tudi v Celju bomo kmalu. On je tudi en krasen pevc, nekaj tak, tudi bogat. Tako notranje, ne, izrazno. Neka njegova življenjska filozofija mi je tudi blizu. Ne. In potem to je na odru en čisti užitek. Ne. Ampak se mi zdi, da znate res izbrati prave ljudi ob sebi. Vse to je kar en magnet, verjeten, ko se taki ljudje kar najdemo, ne? Še sami ne vemo, kako pa kdaj, ampak ja, to je neka usoda ali pa tudi jaz dosti razmišljam pravzaprav o sebi, o citrah, o svojem igranju, o tem, kaj želim ljudem povedati in zelo skrbno izbiram ljudi, ki z mano nastopajo na odru. Ampak se mi zdi, da vesolje vedno poskrbi nekako, da se najdemo pravi ljudje. Ja, poskrbi, absolutno. S tem, da si je treba tudi želeti, treba je tudi zato, kaj narediti, ne samo čakati, da se bo samo po sebi, ker to se pa nikoli ne. To pa zagotovo. No, bi pa Zdravko omenila še Klemena Torkarja, ne? Klemen je tudi izvrsta, ne? Potem je Gregor Ravnik, ne? S katerim ta je pa mlajša generacija. To so sami fajn ljudje, ne? S katerimi je res užitek. Krasen podmladek, se mi zdi čudovit pevec. Zanimalo bi me tudi, kako pogosto pa sami igrate na citre in tudi, če kaj zapojete. Moram iskreno priznati, da jaz vas poznam, da igrate na citre, ampak nikoli vas pa nisem vedel, pravzaprav slišal, da bi kaj zapeli zraven. Se to dogaja ali ne? Ali to zelo redko kdaj? Ne, zapojem pa res ne, v javnosti sploh ne. Vadim pa skozi, ne. Skozi so eni izzivi, skozi se je treba kaj novega naučiti. Ljudje, poslušalci, poslušalke imajo razne želje in jaz jim rada ustrežem. Namreč igram ob različnih priložnostih, a ne. In recimo ni dolgo nazaj, ko sem igrala na enem pogrebu, ne, pa so si zaželeli eno pesem, ki sem se jo pač naučila, ki je bila meni pač neznana, ampak ja, se s tem tudi sama bogatim, če ljudem ustrežem in oni mi pomagajo pravzaprav, da širim repertoar. Ali pa je kakšna 60-letnica, ne vem, kar rečejo, in naša mama je pa tole poslušala, jo poznate, ne. Pa probam, če je dovolj časa, da se lahko naučim rade volje. Hvala lepa. Spoštovano televizijsko občinstvo, sklenili smo prvi del televizijske oddaje Nostalgija
Stanjo Zajc-Zupan, vrhunsko mojstrico igranja na citre. K spremljanju drugega dela oddaje vas povabim danes teden ob enakem času. Na snidenje.